Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami ostali. In s tvojim duhom. Dobro večer, dobro. Spet smo se na prvi petek v mesecu s posebnim namenom zbrali na frančiškanih ali monahov pred 50 stoletje. Povezujejo nas učenci predstavenosti, ki so bili žrtve komunističnega nasilja in so stali v postopku za beatifikacijo. Danes je 17. sveta maša izmed 30 let. Molili bomo, da bi bil med plačem štit Božji služabnik Ivan Sarnovič. Pater Ivan Sarnovič, križnik, se rodil v župniji Raka in na našem somašovanju bomo župniki znali dr. Silvester Fabijan, tudi župnik na Studencu in dekar Jezuške dekanije. Prisrčno pozdravljamo. Toliko pozdravljati dekana Marko Mikovcu, župniku iz Vinice, kjer je Ivan Sarnovič deloval in bil umorjen od kapljanja. Posebej lepo pozdravljamo vsi Sarnovičevi sorodniki in zbrani farani iz Vinice in Rake. Pri današnji sveti maši bodo bili združeni pevci dveh mešanih pevskih zborov, in sicer iz župnije Leskovec pri Krškem in iz župnije Rake pod vodstvom Kristine Rošin Sarnovič in ogordelski spremljalna Tina Božiča. Po sveti maši vsi skupaj povabimo na srečo arati. Ivan Sarnovič je eden izmed tistih posebnih ljudi, ki se je ne glede na posledice vedno tako zavzemal za vsakega posameznega človeka, kot da bi šlo za usodo celega sveta. Zato je njegova življenjska zgodba sveta zgodba. Imamo izkršno čudotrašne svete zgodbe, če ima upanje na odrešitev. Priznajmo svoje grehe in žalimo, da bomo vredno obdali svete skrivnosti. Samomočnemu Bogu In hvala, bratje in sestre, priznamo se naši, misli, beseda, vremena, mnogo dobrega odpustil in slavnega sol. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto levico,
se je rodil 4. februarja 1914 na Raki na Dolenjskem v preprosti kmečki družini. Tamkajšnji kaplan je posredoval, da so ga sprejeli v ljubljanski knjižnički zavod. Po 6. gimnaziji si je odločil, da postane član knjižničkega reda. Leto dni predolg preizkušnje je opravil blizu Dunaja, nato pa je v Minsku študiral tehniko-poslovje, ki ga je končal na Teološki fakulteti v Ljubljani. V tem času je bil tudi prefekt v vajniškem domu in med gojenci zelo priljubljen. 7. julija 1940 je bil posvečen duhovnika. Njegov red ga je hotel zaradi sposobnosti poslati v Lim, da bi tam nadaljeval teološke študije, a so vojne razmere to preprečile. Oktobra leta 1941 je bil poslan za kaplana na Vinico ob Kolpi. S gorečnostjo je začel dušno-pastirsko delo. Veliko je pomagal ljudem in pri tem večkrat tvegal življenje. Spomenica življenja navaja njegova vsaj letno uspešna posredovanja, ko je italijanska korona pobirala može in fante za internacijo 4. in 20. augusta 1942. S posredovanjem v Črnomlju je 3. julija 1943 dosegal, da niso bili ustreljeni trije fantje, ki so se od partizanov vrnili domov. Glede različnih posredovanj je posebej dragoceno pričevanje viniškega rojaka Stanislava Perkovca iz Toronta, ki ga je naša županija pridobila v zadnjem času. Takole pravi gospod Perkovec v svojih spominih. Ko je prihajala ofenziva z hrvaške strani, je bil ubit nemški vojak. Nemci so pograbili iz Vinice in okolice večinoma starejše ljudi, da jih bodo pobili za talce. Nekdo je tekel v gospoda Saniča. Prihitral je in prosil Nemce, da jih pustijo te nedolžne. Uslišali so ga in spustili ljudi domov. Isti pričevalec zapiše tudi tole. Ko so Nemci spet naredili hajko od Semiča do Vinice, so bila žena opazil hrast na njivi in sva nalagala koruzo na voz. Ko pogledam z voza proti Starlivi, zagledam množico ljudi in vojake, kako ženejo ljudi po cesti. Nato rečem ženi, pustiva vse skupaj in beživa hitro domov. Ko sem to izgovoril, je že iz ozadja zavil vojak roko v misli. Stopil sem z voza in ženi Barbari rekel, hitro hodi domov in povej gospodu kaplanu, kaj se dogaja. Odgnali so me na cesto med druge zajete in nas gnali proti Vinici. Prignali so nas v posteli, ko je veliko drago, pred dolino. Priporočil sem se Mariji Žežnici. Nato zagledam, da nekdo teče po bregu proti nam. Ko se približa, vidim, da je gospod Sanič. Nad drago je stal višji nemški oficir in drugi vojaki. Vsi so imeli naperjene puške in mitraljeze proti nam. Ko priteče gospod Sanič, pade na kolena pred oficirja. Ni mogel takoj govoriti, sabo mu je zmanjkovalo. Ko je prišel malo do sape, je dvignil roke pred oficirja in na ves glas prosil, naj ne streljajo ljudi, da so to vsi kmečki pošteni ljudje. Trajalo je približno 3/4 ure, ko so se pogovarjali z oficirjem. Potem so nas spustili domov. Upam, da je še kdo živ od teh približno 40, pa naj povem v pravici, če ni bilo tako res. To je pričevanje gospoda Perkovca. Mnogi so kaplana Saniča zaradi teh posredovanj zelo cenili, nekateri pa to ni bilo všeč. Vedeli so, da ga ne bodo mogli pridobiti za svoje zle načrte. Ker je pozneje precej močnih fantov odšlo v Ljubljano do pobrancev, so komunisti govorili, da jih je poslal
cerkvijo in župniščem. Prišlo je nekaj partizanov, prijeli so ga in odvedli, ne da bi kdo župnišču za to vedel. Ko so ga peljali proti žežnju, ga je videla neka ženska in to sporočila župnikovemu nečaku. Proti večeru so ljudje slišali 2 strela. V župnišču in v fari je zavladal velik strah. Naslednje jutro je župnik stopil na vaško romano spraševati, kje je podlan. Nič določenega niso govorili, pač pa so partizani hladno prišli v župnišče, vdrli v kapitanovo stanovanje in ga popolnoma izropali. 20. novembra sta šli 2 ženi in gost po Čežnju. Po noči je padlo nekaj snega in po sledovih krvi na snegu sta spoznali, da mora biti to kraj kapitanove smrti. Kmalu po tem dogodku sta šli ponovno tja in z motiko odkopali truplo. Mizar iz Vinice je naredil krsto in truplo sta z nekim moškim vložila vanjo. Nogi sta bili še zvezani z debelo vrvjo, na telesu so bile rane zaradi mučenja. V času po osamosvojitvi je bilo nekaj neuspešnih poizkusov, da bi odkrili posmrtne ostanke mučence. Danes v dvorani Vinice prevladuje utemeljeno prepričanje, da so ga prekopali. Ne glede na to, ali bomo kdaj njegove relikvije našli ali ne, smo trdno prepričani, da je pater Ivan Boga iz srca ljubil, vernike prav učil, mučeništvo predstavil in slavo vsegu. Tako je napisano v Črnomlju na spomeniku 12 belokranjskim duhovnikom, ki so jih komunisti pobili podobno kot njega. Iz bolečine danes raste hvaležnost za te mašnike, ki so življenje darovali v Gospodnem zgledu. Ivan Savič je dobesedno uresničil Jezusove besede iz Evangelija: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus, ki je Božjo ljubezen prevedel v človeški jezik, je nazorno pokazal, da je ljubezen darovanje. Večje ljubezni nima nihče, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Tega se je pater Ivan učil od številnih lepih zgledih našega naroda in cerkve. Ta nauk je od Kristusa sprejel svoje srce, Gospodova kri pri Evharistiji pa ga je okrepila za junaško pričevanje. Naj bo življenje patera Ivana ne le zgodovinski zapis, temveč svetilnik. Njegovo pričevanje naj nas opomni, da tudi v najtežjih trenutkih vztrajamo v dobrem, branimo nedolžne in z zaupanjem molimo. Amen. Bratje in sestre, zbrani na prvi petek po mesecu, ko obhajamo spomin Jezusove smrti na križu, prosimo Gospoda. Cerkev z ljubeznijo sprejema vse, ki se slavo plačajo od njegove moči. Prosimo te, osliši nas. Naj nam vsega, ki je daje moči in veselje,
Prosimo te, usliši nas. Naj žrtve preganjanja hristijanov na naših tleh med drugo svetovno vojno in drugje v naših srcih ne ostanejo narodni izdajalci, ker to niso bili, ampak naj njihove tragične usode med nami zasijejo kot notranje luč zgodovinskega spomina in življenjskega naučka. Prosimo te, usliši nas. Naj mučenci med Slovenci, slovenski domovini in vsem njenim prebivalcem pri Bogu izprosijo dobro zdravje in Božjo blagoslov. Prosimo te, usliši nas. Naj Božji služabnik, učenec Ivan Sanič, posreduje za pozdravljenje Gospoda z resno boleznijo, za katerega danes tukaj skupno prosimo. Prosimo te, usliši nas. Križani Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvoje ljubezen in bližino. Naj se zavedamo, kako smo v Tvojih očeh dragoceni, Ti živiš in kraljuješ s Cerkvama. Amen.
svojem evangelju nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas vabiš. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet ti Gospod, Bog vsega carstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hosana naša, blagoslovljen ti prihaja Gospodu. Hosana naša. Resnično za svet, Gospod naš Bog, mir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darovi, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eni. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Ivana Zadniča, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, da iz njih tudi stane v večnem življenju. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali upali na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvojih milosti, in daj, da bodo veda in tvoje obličje. Prosimo te, Spirice nas vse, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojim sinu, Jezusu Kristusu. O Christosos, Christosom in Christusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, občinstvo svetega Duha, vsa čast in slava, na vse
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utvrdi jo miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Bog od mnogih in stalo zavesti preroki je tudi pater Ivan, svojo ljubezen in dobroto do ljudi vračal v življenje. A njegovo pričevanje, njegovo priroštvo traja do danes in nam govori, da ni življenja brez odpuščanja ljubezni in ljubi. Brate in sestre, zaželimo vsi vsega tvojega. Thank
vas povabim, da skupaj zmolimo molitev za beatifikacijo novega služabnika Ivana Saviča. Vsemogočni in večni Bog, svojega zdravega duhovnika Ivana Saviča, si poklical v križnički reki, da je oznanil vero mladim srcem, odrasle vodi v Kristusu in z vso ljubeznijo pomaga ljudem vsakršni stiski. Njegovo goriče prizadevanje za zveličanje vseh ljudi in njegova življenjska daritev vse do prelitja krvi naj nam bo vzor pojedca Kristusa po poti križa, ki nas vodi k tebi. Prosimo te, usliši naše zaupne prošnje za njegovo beatifikacijo, da bo njegov zvenec iz nebes še posegel našemu narodu na poti k tebi, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molimo. O Bog, po tvoji dobroti je sveti Alfons, zvesto veliko in oznamljam tvoje čudovite zakrane, naj ga tudi mi radi prijemamo in častimo, po Kristusu našem Gospodu. Iskrena zahvala vsem, ki ste prišli, da smo skupaj molili in prosili Boga, da predvsem svetom poveliča učenca Andreja Saviča. On nam razodeva pravo naravo krščanskega mučeništva. Umrl je zdaj dan, ki mu je pomenil več kot njegovo lastno življenje. Umrl je za Kristusa, ki ni stvar preteklosti, ampak je živ v njem. Z močjo, ki je daje Kristus, se mučenci ne bojijo rabljev in od tu izvira njihov pogum, krotkost ter predanost. Mučenci ne darujejo svojega življenja